Po skoraj mesecu dni so se naši fantje ponovno predstavili na sveti travi Ljudskega vrta. Nasprotnik po meri, Domžale. Tekma številnih priložnosti, ki se je končala z delitvijo točk. Igrali eno dobro tekmo, imeli smo veliko šans. Celo tekmo smo mi nadzorovali, napadali, ampak Vidmar je odbranil nemogoče, tako da nažalost. Kako se je zgodilo, pojdimo po vrsti. Maribor je začel odločno. Že v prvi minuti je iz dobrih 20 metrov sprožil Dare Vršič. Prvo priložnost so Domžalčani imeli v 10. minuti, ko je tako poskušal Majer, pravi čas pa se je vmešal Marko Šuler. Tudi Agim Ibrahimi je poizkušal v 18. minuti iz kakih 30 metrov. Vratar Vidmar je bil na mestu. V 34. minuti najlepša priložnost za Domžale v prvem polčasu, ko se je izkazal Jasmin Handanović. V 41. minuti pa priložnost prvega polčasa tudi za naše nogometaše. Lepo je v prazen prostor podal Vršič, Mendy na drugi vratnici našel Tavaresa, ki pa mu je gol preprečil Dobrovoljc. Nič proti nič, torej rezultat prvega polčasa. V drugem polčasu pa najprej v 48. minuti ta priložnost Mendyja. In nato v 49. minuti Marcos Tavares za 1-0. No, veselje naših fantov pa je trajalo vsega 9 minut, kajti dovolj je bila ena napaka v obrambi, da je v 58. minuti Vuk izenačil. V zadnjih minutah smo videli nekaj izjemnih obramb Vidmarja, kot ob tem strelu Mendyja v 60. minuti. Potem je v 63. poskusil Tavares. Tudi v 77. minuti se je kapetan znašel lepi priložnosti.
V 83. bi tekmo lahko odločil tudi Marwan Kapha, še zadnjo priložnost pa je v 85. minuti zapravil in Tavares oziroma je izvrstno branil Nejc Vidmar. Nejc Vidmar je bil tudi zasluženo označen za igralca tekme, 1:1 pa je bil torej izid dvoboja v Ljudskem vrtu. Ja ne bi pričao o sreći i nesreći, Koman je dio njihove ekipe, večeras je imao svoju večer, branio je fenomenalno. Ono što me veseli je broj šansi koji smo stvorili, 100% šansi, nismo ih realizirali, ali vjerujte doći je vrijeme kada ćemo to početi realizirati.